Pol te debate malo sem tja in res je, sem prišel nazaj v Slovenijo, popolnoma drug človek. Ja, naredil sem 21-dnevni road trip po celi Jugoslaviji. Balkan, ja, Balkan ima en svoj čar. Jaz sem še vedno, bom rekel, jaz sem rojen še kar globoko v Jugoslaviji, ne. Leta 70 smo še bili pod tistim sistemom, sicer kot otrok, ne, sem videl, kako so moji starši lepo živeli, bom rekel, pa tudi jaz kot pa brat z družino, takrat očetom pa mamo, nam v bistvu ni nič falilo, ne. Pol se je ta zadeva razvijala, sem odrasel, poročil, bla, bla, ne, naprej gre ta zgodba in ja, jaz sem bom rekel, v času JNA-ja spoznal veliko ljudi iz cele Jugoslavije in Facebook, Instagram nam dovoljujejo in smo se nekako našli še, bom rekel, živeči ljudje, ti fantje iz vojske, ko smo bili dobri prijatelji takrat in ki so imeli Facebook pa Instagram, sem jih nekako poiskal in smo navezali neke stike, si dopisovali pa to in v tem obdobju, ko je pa bilo treba se resetirati, ne, sem pa rekel, prijatelji, boste kaj jezni, če prijem k vam. Enemu za dan, dva, drugemu za dan, dva, tretjemu za dan, dva. In sem si jih razdelil tako, da sem v bistvu začel v Zagrebu, pol v Beogradu, v Čačku in sem šel dol do Ohrida, pa se vračal čez celo Hrvaško nazaj in obiskal vse te moje prijatelje iz vojske. In bom rekel, sem dobil toliko ene energije, toliko ene pozitivne energije iz tega, od teh ljudi, ko se spominjaš tistih, bom rekel, zelo mladih dni, ko so nas, bom rekel, skozi nek sistem pripravljali za življenje. Pol te debate malo sem tja in res je, sem prišel nazaj v Slovenijo, popolnoma drug človek. Z bistrimi mislimi, s ponovnim zagonom za življenje. Mislim, bom rekel tak, star Matjaž nazaj. To je v bistvu ena tak zelo na hiter povedana zgodba, ampak rabil sem točno 21 dni. Ja, in sem prišel nazaj zresetiran, z bistrimi mislimi in življenje se je začelo postavljati.